Evo, začenjamo supervizija, nedelja 9. november. Iva je z nami, pa Karmen je terapevtka, tako da gremo krvo. Ne, Karmen, Marta, ja, vidiš, sem že malo zmišan. Super. Evo, izvolita, oder je vajin, pa naj se ta seansa sedaj začne. Kar na glas, Karmen, ne Karmen, Marta govori. Še kdo? Razmišljala o meni, sem žela predpisala. Sem držala varni haus. Varni hausi. Potem svojem procesu. Pričanje, pogovarjati, kaj se dogaja. In skrbila bom, da bo se došla v začetku. Tako končna ličica. Vse je tukaj, te žive, kaj so tiste stvari, kako se strani sodnično ljudi. Ja. Moj največji izziv zadnje čase je ta, da doma sploh ne morem več zaspati, ker se čutim blazno utesnjeno. Duši me, bi rekla. Stalen nadzor in že sama prisotnost mojega partnerja. Čeprav si nekako ves čas dopovedujem, da glede na to, da ima hude zdravstvene težave, da je pač siten in tako naprej, ampak ni samo to, to je tudi njegov karakter. Glede na to, da sva bila 20 let najbolj kompatibilen par, zdaj pa žene 12-13 let. Ni ne duha, ne sluha o čem takem, ampak sva vsak na svojem bregu. Tako da zdajle sem bila 3 dni v Ljubljani na dopustu, ko je šel sin na svoj dopust. Moram reči, da sem po hudi izčrpanosti zaradi nespanja, mislim, sem imela krasno. Spala sem brez vsakih problemov. In tudi pred kratkim sem bila pri tem svojem ajurvedskem zdravniku. Je bil totalno šokiran, kaj se z mano dogaja. Rekel, ti si skozi pod stresom, tvoji možgani sploh več ne delajo. Mislim, res se mi to dogaja. Vse živo in sam svoj mir bi rada. Tako pa zdaj recimo, mislim, ena banalna zadeva. Sem šla od doma, ne vem, najbrž tudi ni bilo prav, da sem šla spet, ker me zdaj že 3 dni ni bilo. Ne, človek pride za mano na vrata, naj grem nazaj luč ugasim, tako sem jo v garderobi pozabila. Shit, sem rekla. Sama pri sebi. Prva soba, ki jo najdem,
sam rada bi prišla do te točke, da ne vem, da bi res lahko to naredili. Okay. Se bomo pa še povezali na ta način, da zapremo oči. Boš si dala še ponovno naredila, kaj je tisto, kot se najbolj boli v tej situaciji, ki imaš sedaj. Boš kvantno dihala in delala zraven smico. In probaj začutiti z vsemi čutili v telesu. Vzami si čas, nekaj ustanoviti. Boš pripravljena, boš napovedala. Kaj čutila v sebi? Da je cela drgeta v glavu. V celem telesu čutim drget v tebi, ja? Se me meče iz tira danes, ker itak spet nisem spala in skoraj sem se zaletela. Srce mi razbija v glavnem. Jaz bi pa rada samo svoj mir. Kaj je tista glavna stvar v tvojem srcu? Da ti srce razbija, kaj še čutiš v sebi? Tako močno, da te prežima celo telo. Mislim, da je to zdaj že malo sproščanje jeze, oziroma sem jo že sproščala v avtu, ko sem kričala, Spravi jeza. kar že 2 dni počnem. Na koga si tako močno jezna? Na sebe. Prvo na sebe. In ta jeza je tako močna, da ti priplavlja celo tvoje telo, da ti celo telo drgeta. Močno te razbija srce, jemlje ti tvojo življenjsko energijo. Kaj še čutiš zraven? Čutim ujetost v ta odnos.
pripravljena, da pogledamo to jezo, pa jo damo tukaj na stol. In da vidimo, katere pore tvojega življenja vse se je naselila in zakaj je tukaj. Če zdaj pogledaš na stol, kakšno vidiš, kakšna je, kakšne barve. Taka oranžkasta. Pa taka je kot en velik hlebec kruha, ki se razleza in lije že dol. Tako velik je. Koliko je stara? Prosim. Koliko je stara? Ni še tako zelo velik. Kakšno leto? Kaj pa se je zgodilo takrat, da se je tako močno povečala oziroma naredila? V bistvu v tem času bolj ozaveščam stvari, ki so se sicer že prej dogajale. Pa jih te nisi videla, a ne? Ja, pa tudi tako se mi dogajajo zanimive stvari. Na vsake toliko časa nekdo odpre kakšen nov pogled. Ki te zdaj stiska? Ki čutiš to Ves čas me že pri srcu. pri srcu, pa gre kam? Proti grlu. In težko dihaš. Težko požiram. Spravi, tukaj bo ta mama Tudi diham. treba da predihati to. Kar močno. Spustimo te neizražene besede, ki so tukaj noter zakodirane, ki si jih tukaj lepo tlačila in imela v sebi.
se je tenzija da malo sprostila. Si pripravljena pogledati če globje. Te pa vabi, postaneš štica jeza in se usedeš na ta stol. Počutim se kot morje, ki poplavlja. Kaj še čutiš? Je kot jeza. Kakšno je to morje? Je razburkano. So veliki valovi. Ja, zdaj so. Kaj pa to tak burka? Kaj je tisto, ko tako je? Pa strele tudi pakajo, ne? Tudi totalna nevihta rata. Kaj se dogaja v tej nevihti? Kater dogodek ti je zdaj prišel pred tvoje oči? V katerem dogodku si? V kateri drami se zdaj odvija? Ja. V bistvu imam že 2 dni ves čas pred očmi 2 stvari. In sicer prva je ta, ki mislim, da sem jo že enkrat izpostavila, da pred leti, ko smo še v Ljubljani živeli, in sva midva imela zelo eno krasno zdravnico, ki me je odkrito nagovarjala, naj odidem iz te zveze. Pa sem jaz takrat rekla, ja, veste, v tem smislu, da zdaj ne morem še tega, ampak da se pa ne bom z njim potopila. In da zdaj se mi dogaja pa že točno to. Ok. Lahko greš prosim zdaj nazaj v to energijo jeze, to, kar ti si zdaj. Kaj si? Tukaj. Tukaj misliš v energiji jeze? Ja, ali zakaj si ti kot jeza tukaj? Aha. V Ivinem življenju. V Ne? Ivinem življenju. In ga znovu igraš. Zato, da jo brcne morit, da gre nek. Da se premakne že enkrat, končno. Ja. Kaj bi še povedal? Da naj končno začne zaupati sama sebi, da je sposobna živeti sama. In da denar vedno pride, ko ga rabiš, če zaupaš.
In da zdaj gre za to, da ali rešim sebe ali pa rešujem njega. Prej, kaj pove Ivi to, ne govoriš. Ti jo imaš pred sabo, povej, zakaj gre, za katero situacijo zdaj gre. Povem ti, ali boš rešila sebe, ali pa se ti bo zmešalo. Tako kot ti je že sestrična povedala, ki se ukvarja z astrologijo. Že davno nazaj je rekla, da se ne boš odselila, boš zbolila. Ti si pa kot prepopala, ne vem, kaj ti je. Vsi drugi se ti smilijo, sam sama sebi se nič ne smiliš. Sliši, ne moreš še bolj odločno povedati, kot sliši. Sliši, sam ima že cel dan neko vrtoglavico in Mogoče moš pa še bolj odločno povedati, da bo slišala tvoje sporočila, kaj sporočaš. Kaj za tisti čas, oziroma kaj naj naredi. premakni se že od tukaj, kjer si. In poskrbi zase. A je Iva odreagirala na tvoje sugestije, ki daš? A samo sedi na tem stolu in te gleda? Povej, zakaj si tukaj? Zakaj si se tako razbohotila in povečala v zadnjem letu? Katere navidezne koristi ima zdaj, da se še kar držite. Povej. Ja, oklepaš se neke navidezne finančne varnosti. Pa tudi sicer varnosti, ki pa to v bistvu ni.
pred 5 leti, ko je Vladimir zbolel in si pri notarju podpisala, da boš skrbela zanj. Če rečemo na rekovaju, ne pod pretvezom je ta pravi izraz. Kao z njegove strani, da zaščitam tebe pa Mateja, da bosta po meni dobila pač moj denar, da ga ne bosta pograbila moja prva dva otroka, ki sta že veliko dobila, pa bi si še kaj želela. To se pravi, da si Iva takrat dala za obljubo Ja, in ta za obljuba je zdaj tako težka. ja. Zelo težka. In še pred 2 dnevi je ta zaobljuba bila iz enih drugih ust spoznana za čist nekaj drugega, v bistvu ne zaobljuba, ampak ta dogodek je bil spoznan, zato nekdo mi je rekel, aha, no vidiš, on je znal poskrbeti zase. Spravi ta zaobljuba, ki ti zdaj, ko ti je zagovoriš, se naj razklene. Da je naj spusti. Da ni pomembno, da je rečemo, povej prosim to. Nisi ujeta s to zaobljubo. Kar te ran, Kar spusti. kar spusti, pa ne drži tega vse. Kar spusti. Res je očito bolečino. Ja. Super ti gre. Kar predihaj, kar daj še ven. Ne zadrževati. Spusti jo, zdaj je čas, da gre ta zaobljuba ven. Če ti je lažje, lahko daš tudi krik, kakorkoli, samo da gre. A bi ti bilo lažje, da še ti dam blazino, pa jo boš pretepla, to jezo, to zaobljubo. In tukaj jo imaš. Izvoli. Daj spusti zdaj to zaobljubo, ki jo imaš tle. Naj gre. Konec. Daj jo ven. Dovolj je bilo tega. Kakšne zaobljube, Dosti kakšne je tega. jajce. Še bolj, še bolj. Ja.
Dajmo. Dajmo. Služila je to klet, zdaj pa dost. Zdaj pa dost. Še več. Daj mi te učalosti. Stoči. Daj, še. Na glas povej, slišiš. Nočem več. Dovolj, ja. Bo životarila, bo živela. A? Daj si na preizkušnji. Da boš padla pod to težo, pa boš šla naprej. Ja, In ti kot jeza, ji lahko tukaj pomagaš. In te vabim, da si še bolj agresivna. In ne daš ven. Da lahko pristopi Iva ta prav. In da lahko gre naprej. ne morem več. Tukaj je še ena druga stran, še ena druga zavora. No, povej, kaj je še? Kaj še leži po tem? Tukaj je še to, da sva midva dala Mateju stanovanje. In dokler sva imela 2 stanovanji, ko je bil Matej na izmenjavi v Valenciji, je šlo tako, da sva šla narazen za par dni, pa je bilo pa možno spet skupaj. Zato je zdaj tako. In nisem hotela, da bi bil Matej prizadet, da bi imel slab občutek, ko ima stanovanje. Ti si zdaj jeza. Ja, Povej, kaj ti jeza ni ja, povedala. Ali ona naj živi zase, ali za Mateja. Povej ji. Povej, da ji manjka ljubezen do sebe. In da postavi sebe na prvo mesto. Tukaj je edina rešitev, ki lahko ti kot jeza poveš. In da to vidi. Niso drugi pomembni. Pomembna je ona. Samo ona je tista, ki je pomembna v tej situaciji. Kaj lahko to sporočiš? ja, končno je čas, da ima sebe malo bolj rada. In ti, ko si tako prežeta, kot celo njeno telo, da ona zdaj čuje in ti sledi in razume, kaj govoriš. Je tako? Ja, In ti jo spodbujaš k temu, da ona lahko naredi ta korak, katerega se strašno boji. In tukaj noter, pod tabo je še strah. In ta dva močna čustva jo držita ujeto. Lahko ti da izpustiš to. Da izpustiš to intenzivno jezo in ji daš prostor, da bo lahko ona se svobodno odločila o svoji volji. Ker s tako intenziteto čustev ni zmožna, da gre naprej, ampak se samo vali v tej jezi in v tem strahu. Dovolj je, pejdi,
Ne rabite več. Ker Jezu ne more rešiti svojih težav. Ampak Jezu mora nadomestiti ljubezen. In potem bo lahko šla naprej. Zdaj te nagovarjam, Jeza, da sprostiš ta nadzor, ki ga imaš nad Ivo, da ji daš možnost, da ona lahko živi po svoji volji, da je avtentična, da čuti sebe in da ne čuti samo tebe. Da se zmanjšaš, da greš iz njega telesa in ji daš svobodno življenje. In le tako bo ona lahko naredila korak naprej. Ti si svoje odigrala, pokazala si ji pot, da je prišla do te točke, da vidi, da ne more več. Zdaj pa mora te zadeve delati z čistega srca, z čiste ljubezni, ne z jezo in ne strahom. In tukaj imamo zdaj pomoč iz višjih nivojev. In prišel je mojster Jezus, ki te počasi spušča in ti dovoli, da lahko greš, da zapustiš in dovoliš Ivi, da živi, da lahko gre naprej. In te odstranjuje in te vleče ven iz telesa, da zapustiš. In čas je, da se posloviš in daš možnost, da živi. In zdaj te prosim, da se res posloviš, da daš to možnost. Zdaj je čas, da se posloviš. Ti dovoliš, da lahko svobodno živi. Hvala.
A greš nazaj, kivi. Te za obljube tudi več ne rabaš, ali? To Ne? se obljubo daš v stran. Ok, super. In daš Mali stres. razsedi. In zdaj, draga moja Iva, si delamo ljubezen, sočutje, ljubino, vsa ta tvoja telesa in tvoje srce. In na ta način boš spuščala jezo iz tvojega telesa, da bo lahko zapustila ta del, da boš lahko ti dobila občutek ljubezni, sočutja, miline in samo dovolj, da ti zdaj prihaja ljubezen, tvoje srce je te polni. Si začutila to? Ki te polni in spodriva to jezo iz tvojega telesa, ki jo več ne potrebuješ in da se več ne oklepaš. Ne rabiš jo več, ti lahko živiš brez nje. In da polnimo telo z ljubeznijo, milino, ponižnostjo in hvaležnostjo. Sidramo to, vsako tvojo celico, v tvojem telesu. Začutiš popolnost. In si pred tem ponižna in hvaležna, da ti je dano, da imaš to milost, da lahko to sprejmeš in da si pripravljen, da to sprejmeš in da stopiš korak naprej, da greš po poti, katero ti želiš, katero čutiš in da si daš ljubezen in vrednost, lastno vrednost, ki ti tako manjka. In da se postaviš v tebe, da si pretočna in fluidna in da si ti brez mask, brez občutkov krivde. In vržeš to zaobljubo čez ramo, ki si jo dala. Ni pomembno, kaj si podpisala. Pomembno je, da si ti cela in da lahko živiš svobodno, radostno in igrivo.
še zelo vrtoglava. Drugače pa je mirna. Se prezemiš. Potegni za energijo do hrbtenice. Do trtice. Preko nog, stopal. Vse se središče zemlje. Po želji, kot ni šla v noge. Zdaj. Zahakli se. Bodi hvaležna materi zemlji. Se lahko tukaj. Lahko sprejemaš, živiš tukaj. Marta, easy. Kaj se ne upa? In dovoliš, da ti narediš še trikrat vsak slučaj. Da prezemljimo se to in da damo v življenje. Se pravi, naredimo najprej plan eno. Zbalansiramo vse energije, čakre, meridiane. Spravimo se toksine. Sevanja, škodljive vplive okolja, posledice stresa. Se odpreš in se pripraviš na terapijo. Namera, duši me doma, ne morem biti. Bila sem dolgo srečna, zdaj sem vsak na svojem bregu. Če si pod stresom, šla sem od doma. In on pride za mano in mi govori, da sem pustila v kopalnici vreč, da ne pridem domov in naj ugasnem. V sebi čutim, da mi celo telo vdrhita. Da ne čutim svojega srca, v sebi čutim jezo, jezo nase. Ujeta sem v odnos. Jeza je takšna velika, stara, kakšno leto. Oranžkasta,
kot hlebec kruha, ki se razliva. Potem grem na stol jeze. Počutim se kot morje, ker je priplavila in razburkam in turbulentno. Se pripravlja nevihti. Zato, da se brcnem, da grem od tukaj, kjer sem. In jeza govorim, pomembno je, da zaupaš sebi, da si sposobna živeti sama, da denar vedno pride, ko ga rabiš. Če zaupaš sama sebi, da lahko greš in zrasteš, ali greš iz sebe, ali boš rešila sebe, ali pa boš se znašla in potonila sama. Če se ne boš odselila, boš zbolela. Ki pa se vedno smiliš samo sebi, premakni se že in poskrbi zase. Lahko se odlepiš, odklopiš in greš naprej. Zgodilo se je pred 5 leti, da sva z Vladimirjem, ko je zbolel, napisala za obljubo. Takrat sem zapisala, da bom skrbela za njega. Zaobljuba je taka močna in se pri tem počutim ujeto. Zdaj je čas, da izpustim tukaj. Je še ena težava, da smo z možem dala Mateju stanovanje. In zdaj nimam kam iti. Sedaj zamenjam stare vzorce, prepričana za obljube. Zamenjali so. Sem mirna, sem varna. V sebi čutim mir in varnost. Sedaj sem pripravljena, da stopim naprej, da naredim korak, da čutim sebe. Živim svoje življenje. Da izberem sebe. Se postavim na avtentičen način na prvo mesto. Da živim svojo resnico. Zaupam sebi, da sem varna in sposobna poskrbeti zase. Da spustim ta strah in to jezo in se te navezanosti, ki me vlečejo dol in me držijo v ujetosti, da lahko grem svobodno naprej. Postavljam se steber, sem hkrati fluidna in pretočna, mirna, ljubeča, ponižna, sočutna in hvaležna, da sem imela danes to milost, da sem to spoznala.
da sem močna, veliko bolj, kot sem mislila, da sem. Zato krepim v sebi moč, zaupanje in smisel do življenja in vero v življenje. In sem hkrati radostna in igriva. In se s tem skrbim trenutno veliko, če ne znam neččine. Sedaj bomo pa naredili še integracijo. S tem povrnjali vse te energije, občutke, vzorce, zaobljube, vse, kar se je dogajalo v tej situaciji, v tej seansi. Prekinemo vzročno, posledično povezavo tega življenja. Povrnemo še vse energije, tako da dobi Iva svojo energijo v čisti obliki in da vso energijo, ki ni njena, spusti in jo pošlje in da tistim, od katerih je. Spustimo vso navezanost in averzijo, tako da lahko varno spustite travmo. Hvala. Daj, naredimo še eno poravnavo in mir. Tako, da se integrira vsa ta energija, vse, kar smo sedaj naredili. Na tak sočuten, lahkoten in varen način. Zatem za vse pleteno vsa tvoja telesa. Da se bomo nekaj dni usidrali. Lahko priješ nazaj. Si okej? Sem te namučila. Ne, ja si me. Malo pa, ne? Hvala za zaupanje. Spoštevali ste to, kar ste rekli, da te lahko prijete. Hvala. Daš me da napadem? Aha. Sam, hvala ti. Že smo vse prišli. Ja. Se mi slepo vsega. Domača naloga, ne še? Ja. Ko bo doma krepila to.
Tukaj boš pa zdaj krepila, da se boš delala to ljubezen do sebe. Pred ogledalom se boš gledala, da si boš govorila, se ceni, se ljubi, se spoštuje in se sprejemam točno takšno, kot sem sedaj. S tem se boš krepila ljubezen do sebe, samozavest. Boš pripravljena, da boš naredila naslednji korak v življenju. Sledi intuiciji, srcu. In da se boš potem odločila. No prav. Iz srca. Tisto pravo. Hvala tebi. Bravo, obema. Super, super. Hvala tebi. Ja, lej. Odlično. Čestitke, veliko smo se naučili, zgleda. Dobar je. Ja, res veliko si mi naučil. Ja, lej. Brez tebe jaz tega ne bi znala. Si dobro sprejemala, bom rekel, znanje. Tudi danes, ko si pristopil zraven, ta energija je bila, Je pomagalo kaj? ja. Ker je bilo treba tako močna energija, da je lahko Ja, da je prebilo, ne? da je prebilo, kar ni hotelo prebiti. Zato sem ostal zraven. Ja, le hvala Bogu. To je bilo pa res tako močno, da se ni se hotelo prebiti, ni se prebilo, Ja. ker se je tunstalo. A zdaj vidiš, kako sem bila prilepljena. Je čisto. Verjamemo, ja. Vezana na- Ja, ja. Bože mi. Čisto si bila zlepljena s to jezo. Zdaj si tako simbolno tudi rutko dala to. Ja, Ker me je odvezala je tisto. Vezala si se v Bruno, veš. Ja. Končno lahko zadihamo, Ja, ne? ja, točno Ja, to. ja. Super, ja. Hvala, ampak moraš mehko posedeti. In ti kar ja, še malo zadihaj. Malo tako. Ja, ja, zdaj veliko se je zgodilo. Ta stres spusti. Uf, ja. Ne, Je. to glava, ne, to motič. Tudi zdaj je bilo veliko novega downloadanga na eni ta glava, nove nevropovezave so in se še malo se morajo celice povezati, malo če žužu, ne, malo še rabi telo možgani, da to pointegrira. Veliko vode pi danes spet na sprehod, še na zrak, da se nadihaš, da si v svojem umiru, da res čim bolj v miru. To integriraš zdaj, a ne, to spremembo. Je res pomembno, ne. Bomo miro. Danes bo družinska idila. No, evo. Svoj. Nikoli ne veš, Ja. kdaj se začne. Tako. Ja, Eva, zdaj si barvo nazaj dobila. Ja. Res, to barvo ima. A res, a sem bila bleda. Ja. Najbrž. Življenjsko energijo si nazaj dobila, ki si izgubila zdaj ogromno energije, tako sem videl, kako je šlo, ne. Nazaj si dobila življenje, sebe si nazaj dobila. Aha, ja. Končno. Smisel življenja. Ja, ja, tako je. Ja, prav res. To prej ga ni bilo. Ne, prej si bila že. črno. Ja, ja. Pravno, ja. Noro. Vse črno si videla. Vse črno se vidno, ja. Je zdaj, a lahko malo še piješ, prosim. Ne, se mi bo zaletel. Ok, Popolno sama. Počasi, ja. Super, evo, bravo. Tako da, kar počasi. To je bila operacija, a? Kar, Ja, res kozmična. taka kozmična operacija. Joj, hvala vama in vam vsem.
teljesen vsa toplota iz rok. Ja, imaš kakšno, kaj se dogaja. Bomo je še pa debato po Kaj se Prihaja kosilu. nazaj sicer. Ja, ja, se bo, To imaš se bo. popraviš, kaj ko se to začne Ledena, dogajati. ledena. Tako je jaz tam pa prihaja nazaj. Kot ne. Bomo imeli zdaj mi kar kosilo, a ne pa bomo pol, da ne bomo... Da si hitro poslovil, kar vam delo. Ja, Že spet. spet kosilo. Tega imam res. Takole. Evo, zdaj imamo pauzico za kosilo. Imamo eno ulico, a ne, tako pa bomo malo zaplesali. Ponosna sem na te. Stišce Bravo, naredimo, Marta. pa naprej. To je pa super. Ko zdaj pa se slišva, vse sekundo, da počakam, da mi tja.